Odbor za zdravje bo prihodnji teden obravnaval predlog zakona, ki poleg popolne prepovedi oglaševanja in licenc za prodajo tobačnih izdelkov predvideva tudi izenačitev elektronskih cigaret z ostalimi tobačnimi izdelki ter enotno embalažo škatlic, na kateri ne bo več jasno razvidna znamka cigaret. Torej bo zdaj za naroča čike loterija. Kaj sem dobil? West, Boss, Marlboro, Filter 57. Tobačna industrija svari, enotne embalaže so nerazumen ukrep. Lahko pogledamo primer Avstralije, ki je edina država na tem svetu, ki je ta ukrep uvedla leta 2012 in številke kažejo, da se je povečal črni trg za skoraj 30% in da se je povečalo kajenje med mladimi za enako za 30%. Vse verjamem, da te tvoje cifre štimajo in vse, samo malo zgledaš kot nekdo, ki hoče, da drugi dobijo raka. V Sloveniji za posledicami kajenja vsak dan umre 10 ljudi, zato je zdravstvena ministrica napovedala, da bo naredila vse, da bodo novi protikadilski zakon sprejeli. Ja, vse? Bom naredila vse in res prav vse. Da se ta zakon sprejme v celoti in čim prej zaživi v praksi. In da postane Slovenija v prihodnjih desetletjih, podobno kot si prizadevajo Škotska, Irska, Finska in Norveška, družba brez tobaka. Kot za droge, ki so prepovedane in zdaj jih več noben ne jemlje. Na ljubljanskem okrajnem sodišču pa je bil zjutraj predobravnavni narok zaradi tožb Združenja skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice Slovenije SAZAS. Oni so pa res največji kreteni na svetu. SAZAS to zanika in zaradi blatenja ugleda zahteva 100 000 evrov odškodnine. Največji poštenjaki. Ki boste ta odsek prevozili v manj kot 3 minutah in 5 sekundah, boste na dom dobili takšnole obrazložitev, seveda opremljeno s plačilnim nalogom. S plačilnim nalogom. Merimo, pa ne merimo, pa zopet merimo, pa spet ne. Glej na cesto, voziš! Kaj če bi za to dali komu kakšen plačilni nalog? Globe za prekršitve se gibljajo od 40 evrov pa vse do 1200 evrov, jasno odvisno od tega, koliko nekdo prekorači. Upam samo, da ne bojo vsega denarja zapravili za kaj neumnega spet. Ceste bodo dodatno nadzorovali še z 10 novimi avtomobili in helikopterjem. S helikopterjem bojo nadzirali promet v tunelu, Po eni strani je prav, da se malo umirja, po drugi strani pa cesto dopušča večje hitrosti. Kaj se je tukaj zgodilo? Dej, noben noče snemati intervjuja z nami, pošli enega igralca ali neki. Imamo samo enega tipa, ki ne zna drugo kot doponašati Janšo. Dobro, pošli njega, kaj, se ne bo noben opazil. Kolektiv ustvarjalne platforme Inde je družbo za upravljanje terjatev bank javno pozval k dialogu. Slaba banka je lani odkupila območje nekdanje tovarne Inde v Kopru, zdaj pa ga želi začeti temeljito čistiti. Po inšpekcijski odločbi morajo pristojni odstraniti nevarne odpadke z azbestnimi vlakni in uporabljene injekcijske igle. Uporabniki tega območja, skvoterji, ki so del prostorov v preteklih letih že temeljito očistili, pa želijo v prostorih začasno tudi ostati. Nihče nas ni poklical, pravijo uporabniki območja Inde. Samo res, ne moreš se odločiti, da ena stavba, ki je sploh nisi ti gradil, bo zdaj kar tvoja. Pričakalo nas je le obvestilo o tem, da se tu v času čiščanja zaradi nevarnosti ne smemo zadrževati in da moramo odstraniti vse osebne predmete. A to je grožnja z evikcijo, odvzemom posesti, poudarjajo. Jim to stopi, je njim trn v peti in se hoče tega nasilno rešiti. Ne vem, zakaj si jih ne rešijo, kot so se rešili vseh ostalih podjetij v Sloveniji. Z nenormalnimi zakoni in davki.